sem rekel, da je pomislite govoriti potem, ko se je že zelo Bogu, ker molitev je pogovor s Bogom. Biti v njegovem občestvu in potem govor. To je zdaj en rizik, tveganje, da bi se nivo znižal. Zato kaj smo narediti? Na kakšen način, da bi kar nadaljevali z molitvijo. Seveda ne s tako, da prepevamo, da govorimo, ampak s tako, ki je odnos. Smo tukaj v Božji hiši, Jezus je tukaj, ker je Jezus je Sveti Duh, je Sveti je nebeški Oče, cela Sveta Trojica, je naša nebeška Mama Marija, so vsi svetniki. Tako bi želel, da ne bi nivo padal od tega, kar lepega ste doživljali te trenutke v molitvi. Da bi na kakšen način se zgodilo, da ostanemo v tem lepem odnosu, v Božjem odnosu, v Bogu. Da bi tudi to moje jecljanje pripomoglo k temu. Ker smo na začetku postnega časa, bom najprej kakšno besedo o tem povedal, potem se pa gremo, kot je običaj, pri teh nagovorih na Božje besede v pretekli nedelji. Letos, vsak postni čas je nekaj zelo lepega. Letošnji je prav poseben, ker ga živimo v posebnem letu, v svetem letu usmiljenja. Sveti Oče je v tisti, rečemo, buli, v tisti slovesni razpravi ali pismu, s katerim je napovedal to izredno sveto leto, je tako označil postni čas. Postni čas, v tem jubilejnem letu bomo preživeli še bolj zavzeto kot močno obdobje za proslavljanje in izkušanje Božjega usmiljenja. Torej za najlepše stvari. Morda beseda usmiljenje se nam zdi tako daleč, ampak je beseda, ki izraža res tisto, kar je najbolj sladko, najbolj prijetno. Dovolj, da se spomnimo na trenutek, ko nam je kdo odpustil. Kako se nam je dobro vodilo, kako smo se dobro počutili, kako je bilo prijetno pri srcu, ali ko je nekdo ni videl, ali ni hotel videti moje napake. In mi je bilo potem prijetno z njim. Nekaj takega naj bi bilo to leto in še prav posebno, prav letošnja priprava na Veliko noč, letošnji postni čas, da bi res bilo močno obdobje proslavljanja in izkušnje doživljanja, usmiljenja strani ljudi in še posebno pa doživljanje, kako je Bog usmiljen z nami. Potem obdobje 40, saj ste gotovo že kdaj slišali o teh 40 dneh ali o 40 letih, kako je nekaj posebnega, kako se nekaj posebnega skriva v tej številki. Izraelci vemo, so bili 40 let puščavi. Jezus je bil 40 dni v puščavi. In večkrat v Stari zavezi nastopa to obdobje 40 dni. Na koncu te številke se zgodi nekaj lepega, nekaj izrednega. Izraelci gredo po 40 letih obljubljena dežela, Jezus začne javno delovati po 40 dneh postnega časa, svojega posta. In mi vsako leto po 40 dneh doživimo največji krščanski praznik, vstajanje, Veliko noč. Zdaj pa pravijo strokovnjaki za duhovno življenje,
če hočeš res doživeti, da bo potem na koncu 40 dni eksplozija, Božjega, lepega, tistega, kar vsi pričakujemo izrednega, se je treba vseh 40 dni truditi. Ne tako, danes se trudim, jutri pa lahko malo počivam, lahko popustim svojim napakam. Ali danes dopoldne zdaj, kako imam še malo moči, ker sem se dobro naspal in dobro pozajtrkoval, bo poskušal biti priden, popoldne pa lahko malo lenarem. Nič ne bo iz takih 40 dni. Strokovnjaki za duhovno življenje pravijo, se treba non-stop verjeti, neprestano 40 dni truditi za dobro in potem je res velik uspeh. Primerjajo obdobje 40 dni s 40 leti. Če 40 dni tako zavzeto živim, je dosti večji pozitivni učinek, kot če bi se 40 let trudil za dobro z umestnimi pauzami, z umestnimi popustitvami. Torej se splača vzeti zares pripravo na veliko noč, postni čas. Dan za dne, vztrajno. Potem naslednja misel je puščava. Jezus je bil v puščavi. In zdaj, kaj pomeni puščava? Puščava gotovo pomeni pust kraj. Navadno si predstavljamo peščeno puščavo, kjer je sam pesek, Sahara, ampak obstaja tudi puščava, kjer je samo kamenje, borovje, kjer ni nič rastlinje ali zelo malo rastlinje. Jezus je bil v taki puščavi v gorskem svetu, samo kamenje. Tisti, ki ste bili kdaj v sveti deželi, ste videli, kakšna je puščava, kjer nič ne raste, ampak je hribovje. V taki puščavi je Jezus. Drugi pomen puščave pa je bolj simbolični pomen. V puščavi se zgodijo najlepše stvari, zanimivo. Najlepše stvari. Kdaj je Bog dal 10 Božjih zapovedi? Ko so bili Izraelci v puščavi. Kdaj je Bog sklenil zavezo, Bogovo prijateljstva, da bo vedno na strani Božjega ljudstva. In je Božje ljudstvo odgovorilo, da bomo vedno zvesti Bogu. Ko so bili v puščavi. In zato se lahko predstavljamo, da tudi Jezus, ko je bil tistih 40 dni v puščavi, po eni strani je res bilo hudo, ker ni bilo nič za jesti, nič za piti, ni bilo rastlinstva. Ampak po drugi strani je moralo biti čudovito lepo. Ker je Jezus bil stalno svojim očetom v najlepšem odnosu. Potem pa je puščava, navadno rečemo, živimo v puščavi. Naše življenje je takoj puščava, ko prenehamo imeti lepe odnose drug z drugim. Zato je lahko kakšna družina prava puščava, ko bi lahko bil raj na zemlji. Ali pa na delovnem mestu, kjer se ne razumejo, puščava. Celo v župniji, celo župnija se lahko spremeni v puščavi. Če ni lepih odnosov med nami, pomislite, ki smo Božji otroci, Jezusovi učenci, ki imamo prav poslanstvo, da bi puščavo spreminjali v nekaj lepega. In sedaj mi pride misel na beseda, ki jo Sveti Oče v tej buli, v tem pismu, tudi navaja. V župnijah, skupnostih, združenih in gibanjih, skratka, kjerkoli so kristjani, mora vsak najti oazo usmiljenja. Torej, se moramo mi potruditi, da naredimo oazo. Zato, da bi bile te minute, ko se pogovarjamo tukaj, da bi imeli ta naslov iz puščave narediti oazo. Sedaj pa gremo po Božji besedi pretekle nedelje.
nam je nekaj novega, če pozabimo, da smo jo že kdaj slišali, če naredimo v srcu praznino in če pomislimo, prav sedaj nam Bog hoče nekaj povedati. Kdo je, kaj mi hoče povedati prav ta trenutek, prav nocoj? Gospod je z vami. Iz svetega Evangelija Slava tebi, Gospod. Tisti čas se je Jezus vrnil od Jordana poln svetega duha in duh ga je vodil 40 dni po puščavi. Hudič pa ga je skušal. Tiste dni ni nič jedel in ko so ti dnevi minili, je postal lačen. Hudič mu je rekel, če si Božji sin, recite mu kamnu naj postane kruh. Jezus mu je odgovoril, pisano je, človek ne živi samo od kruha. Na to ga je hudič povedal gor in mu v hipu pokazal vsa kraljestva sveta in mu rekel, tebi bom dal vso to oblast in njihovo slavo, kajti meni je izročena in lahko jo dam komu hočem. Če torej pred me padeš in me moliš, bo vsa tvoja. Jezus mu je odgovoril, pisano je, Gospoda svojega Boga in njemu samemu služi. Potem ga je hudič odvedel v Jeruzalem, ga postavil vrh templa in mu rekel, če si Božji sin, se vrzijo tukaj dol, kajti pisano je, svojim angelom zate zapovedal, da te obvarujejo in na rokah te bodo nosili, da znova ne zadeneš ob kamen. Jezus mu je odgovoril, rečeno je, ne preizkušaj Gospoda svojega Boga. Ko je hudič končal z vsemi izkušnjavami, si je za nekaj časa umaknil od njega. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Sem poskušal potešiti svojo radovednost danes popoldne, tako da sem malo pritiskal na določene tipke na računalniku in se je pokazalo besedilo, kako je ta odlomek razložil Sveti Oče v nedeljo. Ker nedelja tudi on marševal, morda je kdo od vas že to naredil, da je bil tako radoveden, kot sem bil jaz. Sveti Oče v začetku pove, kaj je pravzaprav postni čas, predno začne razlagati te izkušnjave. In pravi, postni čas je čas, ko se spomnimo darov svojega krsta, ko smo postali Božji otroci. Je zanimivo. Ni čas, ko bi razmišljali o Jezusovem trpljenju. To je nov poudarek, ki ga je v ospredje postavil drugi Vatikanski koncil. In zato je vrhunec postnega časa v tem, da na velikonočno vigilijo obnovimo krstne obljube. To je postni čas. Cerkev nas vabi, da oživimo ta poklonjeni dar in ga ne pustimo pozabi, kakor na nek spomin iz preteklosti. Da ga pustimo v kakšni skrinjici spomina, pravi Sveti Oče. Ta čas posta je pravi trenutek, da obnovimo veselje in upanje, ki nastaneta, kadar se čutimo kakor ljubljeni otroci očeta. Ta Oče, ki nas čaka, da bi nam odvzel oblike utrujenosti, apatičnosti, brezupnosti, ter nas oblekel v dostojanstvo, ki ga samo pravi Oče in prava mati lahko dasta svojim otrokom. V obleke,
ki se porajajo iz nežnosti in ljubezni. Tisti, ki ste očetje in mame, pomislite, s kakšno nežnostjo in ljubeznijo ste oblačili ali oblačite zlasti majhne otročičke. V postnem času ne bi to doživljali, kako nas nebeški oče z nežnostjo znova in znova oblači v najlepšo obliko, da nam da čutiti, da smo njegovi ljubljeni otroci. Kot med so te besede, ne? Torej, postni čas nekaj čudovitega, nekaj zelo, zelo prijetnega. Potem, kar nadaljuje sveti oče. Naš oče je oče velike družine, je oče naš, zna imeti ljubezen, a ne zna rojevati in ustvarjati edincev. Je Bog, ki ve, kaj je družina, kaj je bratstvo, kaj je razdeljeni in razlobljeni kruh. Je Bog molitve Oče naš. Je torej Oče naš, ne moj oče, vaš pa je oče. Se ne vidim, kakšne, da bi si da sveti oče pričišen. Sveta naslednja misel. Vsakem od nas so ugnezdene in živijo tiste sanje, ki jih obhajamo vsako veliko noč. In tudi pri vsaki sveti maši. In te sanje so, da smo otroci Boga. Sanje, ki so jih skozi zgodovino živeli mnogi naši bratje in sestre. Sanje, ki so bile izpričane s krvjo mnogih mučencev včeraj in danes. Postni čas je čas preobrnenja, kajti imamo vsakdanjo izkušnjo, kako so te sanje vedno ogrožene strani očeta laži. Lepo, to je eno od imen za hudiča, ki nas hoče razdeliti, ko ustvarja razdeljeno in konfliktno družino, razdeljeno in konfliktno družbo, družbo nekaterih in za nekatere. Kolikokrat izkusimo v svojem mestu ali v svoji družini, v družinah prijateljev ali sosedov, bolečino, ki nastane zato, ker ni priznano tisto dostojanstvo, ki ga vsi nosimo v sebi. Kolikokrat smo morali jokati in se kesati, ker smo se zavedali, da nismo priznali tega dostojanstva v drugih. Nismo priznali, da so Božji otroci, da so naši bratje in sestre. Kolikokrat, to pravi z bolečino, nadaljuje sveti oče, smo slepi in neobčutljivi pred manjkajočim priznanjem svojega dostojanstva in dostojanstva drugih. Postni čas je čas, da uredimo čute, odpremo oči pred mnogimi krivicami, ki neposredno napadajo sanje in načrt Boga. A ni krasno? Kaj je postni čas? Še nikoli nismo slišali kaj takega. Da bi pomislili, da Bog sanja, da sanja o meni. Da te sanje niso samo v nebesi, da je te sanje položil tukaj noter. Da on sanja o meni, da sem jaz njegov ljubljeni otrok. Ampak ne samo jaz sam zase egoistično, a jaz ti moj Bog, kako se ima rada, kako je prijetno. Ne. Mi in naš Bog, Oče naš. S tem vse, kar počnemo v postnem času, toliko karitativnih dejavnosti, toliko molitev, tudi toliko žrtev odpovedi, ne bi vse peljalo v to smer, da bi omogočili Bogu, da vidi uresničene svoje sanje. In potem smo prej srečni, kajti vemo, kako je lepo, če živimo kot bratje in sestre, res kot prava družina Božjih otrok.
evangelijskem odlomku. Letos vemo je na vrsti evangelist Luka. Prebiramo evangelij, kot ga je on zapisal, evangelijske odlomke nedeljo za nedeljo. In vemo, sveti Luka je opisal velikosti v apostolskih delih. In zato je zanimivo, da on, kot opisuje usmiljenje, tako podobno opisuje tudi svetega duha. Zato on večkrat omenja svetega duha v Jezusovem življenju. In ni kar tako, da je Jezus šel v puščavo. Evangelist je zapisal, ker je bil Jezus poln svetega duha, pri krstu se je to še posebno pokazalo, da je potem duh vodil po puščavi. In zdaj si mislimo, sveti duh vodi nas po puščavi. Teh 40 dni, to obdobje priprave na veliko noč. Koliko krat ste vi doživeli nekaj prijetnega, lepega, ko ste doživljali, ko doživljate svetega duha. Zdaj, pustiti, da nas vodi sveti duh vseh 40 dni, da besedno oaza. Najprijetnejše obdobje, v celem crkvenem letu bi potem tako rekli. Kajti kar se je zgodilo z Jezusom, naj se dogaja tudi z nami. Potem so pa te tri izkušnjave, jih poznamo. Najprej hudič reče Jezusu, ker je način, da se narediš, čuješ, te kamne spremeniš v kruh. Torej, skrb samo za materialno življenje. Potem druga izkušnjava oblast. In potem tretja izkušnjava je pa se pokazati pred drugimi. Važiš, pred drugimi. Meni pa so se te tri izkušnjave letos pokazale prav ene posebne luči. Zelo zanimivo. Morda me je pritegnila beseda služenje, ko v drugi izkušnjavi Jezus reče, Gospoda svojega Boga moli in njemu samemu služi. In potem vidim vse te tri izkušnjave kot napad na služenje. Gotovo služimo Bogu, služimo bližnjim, ampak služimo lahko na pravi način tudi sebi. In tako prvo izkušnjavo razumem v tem pomenu, da je človek telo, duša in duh. To je Svete pismo, zlasti ki je apostol Pavlu zelo jasno. Mi smo navajeni, da je človek telo in duša, ampak lepše je, bolj poglobljena, bolj prav, če rečemo, da je človek telo, duša in duh. Telo ima svoje življenje, telesno življenje, duša ima tudi svoje življenje, morda je bolj razumljivo, če rečemo v tujki, grško, psiha, psihično življenje. Vemo, kaj je, če je psiha bolna, gremo k psihiatru. Potem je pa duhovno življenje, je pa Božje življenje v nas. In v postem času, pa tudi sicer, ne bi toliko se trudili samo za kruh. Zato Jezus pravi, človek ne živi samo od kruha, samo od hrane za telo. Človek ima tudi dušo, človek ima zlasti duha. In se mi zdi v tem času, da bi se posebno trudili za življenje duha v nas. Življenje tudi svetega duha v nas. Ker človeški duh je kot en prestol, na katerem naj bi bil ustoličen Bog, sama Sveta Trojica. In vemo, vsak od nas ima izkušnjo, kako lepo je, če živi to Božje življenje v meni, če je Sveta Trojica živa, dejavna, da je pustim svobodo, da deluje, da je res
Bog, Sveta Trojica, na svojem tronu, v moji duši, v moji notranjosti, v mojem duhu in od tam potem vodi in reagira in ukazuje in upravlja vse moje življenje. Tako je pa ta Bog kot v eni kletki. In lahko jaz skrbim samo za moje telo, za svoje telo. Jezus pravi, človek ne živi samo od kruha, samo od telesnega kruha. Ampak dosti bolj živi od duhovnega kruha in duhovne pijače, s katero se hrani to Božje življenje v meni. Potem pisano je, Gospoda svojega Boga moli, njemu samemu služi, ne pa se trudi za oblast in veljavo pred drugimi. Največja oblast ima Bog, saj je on gospodar zgodovine in narave in vsega, čeprav se včasih zgodi, kot da ga nima. In pri človeku je ta skušnjava, ne bom služil, je znano v latinščini, da je prvi človek Bogu rekel, non serviam, ne bom služil Bogu. In to je najhujša skušnjava. Jezus pravi, da je treba samo Bogu služiti. Zdaj pa je na težavo v tem, ne? Bogu služiti, pa saj jaz sem človek, jaz imam eno dostojanstvo, ne bom copata, ne? In tukaj nam pride na pomoč naša nebeška mama Marija. Kaj je ona rekla? Jaz sem Gospodova dekla. In kakšen je bil učinek, posledica tega? Od slede bodo obradovali vsi rodovi. Marija, ki je kraljica vesolja, Marija, kraljica angelov, kraljica vsega človeštva, kraljica vsake države na tem svetu. Zakaj? Kako? Glej, dekla sem Gospodova. Ampak papež je rekel, na delu je oče laži, ki nam prišepetava. Ne bodi zapata, daj naj tvoja obvelja, saj si nekaj. Ampak tukaj pa Marija, ki niti za trenutek ni poslušala hudobnega duha. Glej, dekla sem Gospodova. In se mi zdi v posebni luči, ne to služiti Bogu. Pri Mariji vidimo, no? Kaj to pomeni? Služiti enemu načrtu, ki ga ima Bog. Z Marijo kakšen čudovit načrt je bil. In Marija se je dala na razpolago, da je uresničevala tukaj na zemlji tisti načrt. Jezus enako, ne? In tako tudi vsakdo od nas. Bog ima z vsakim od nas fantastičen načrt. In tudi z vsemi nami. Pa še rekel, smo skupnost, smo Božji otroci. To je Božji načrt. Potem pa ga ima z vsakim od nas. Prav z vsakim od nas. Saj ne treba, da vsakdo od nas postane papež v Rimu. To lahko je, da postane. Ampak biti ena dobra mama, biti en dober oče, ali tudi kdo ni poročen. Tudi na teboj ima Bog fantastičen načrt. Nihče drugega ne more izpolniti. Jezus je vodil Sveti Duh, ta popuščavi. Tudi mene, da je izpolnil načrt, ki ga ima Bog nad menoj, me vodi Sveti Duh. Ampak se ne čutim poniženega, potlačnega, copata. Trenutek za trenutkom, ko poskušamo ugotoviti, kaj je ta načrt, in služim temu načrtu, ja, to je avantura. Najlepše, kar se lahko dogaja na tem svetu. Prava avantura, prava pustolovščina.
odkrivati trenutek za trenutkom Božji načrt nad menoj, nad nami in ga uresničevati. In potem še tretja skušnjava. Hudič reče, na rokah te bo nanosili, ne? So te besede prišle v slovenski pregovor, kaj te bomo nosili na rokah, ne? Ali pa kakšnega se nosi, kakšnega športnika, ne? Ga nosijo na rokah in ga malo dvigajo v zrak. Jezus pa je rekel, ne, nisem prišel, da bi me nosili na rokah, nisem prišel, da bi mi stregli, ampak da bi stregli. Koliko možnosti imamo, da strežemo drug drugemu. In spet premagam hudičeve skušnjave, ne, da je to poniževalno. Tako da pomislim, da dejansko služi Bogu. Po vsakem človeku je Jezus. Ste meni storili, ne? Ste meni storili. Sem bil lačev, sem bil željen in tako naprej. Če imamo kdaj problem, da služi drug drugemu, se spomnimo, da dejansko Bogu služi. In ni treba čakati dolgo, že skoraj isti trenutek mi Jezus vrača z velikim veseljem in poteši mojo srečo. A ni nekaj lepega živeti postni čas, tako da se ne pustimo, da nas vodi Sveti Duh in da premagujemo skušnjava, da ne poslušamo očeta laži. Kaj te pa že končati? Lahko še. Kaj mi je prišlo na misel? Puščava. Kako se še puščava spreminja v nekaj rodovitnega? Ja, z vodo, ne? V puščavi skopljajo vodnjake in potem črpajo vodo, ne? In potem je kar nima tam, sredi puščave. Ali greš v puščavo tam v Izraelu, so plantaže, če vidite. Malo prej pa je bil samo pesek. Tako tudi naše puščave, duhovne puščave, nebo osebne ali tiste, kjer živimo, se spreminjajo v oaze z namakanjem. Na misel vidijo 3 stvari, kako ne bi namakali puščavo, da se bo čim bolj spreminjala v oaze. Gotovo z molitvijo. Na misel mi pride učiteljica molitve. To je sveta Terezija, velika Terezija Avilska. Ona pravi, da so 3 vrste, 3 načini, kako se namaka. Je odvisno, za kakšno molitev se odločaš, ali kako moliš, ali kako molim. Prvi način je to, da napolniš vedno in potem neseš na nivo in zalivaš. Se trudiš, ne se potiš, rečeš, gledajte, koliko se jaz trudim, da namakam. To pravi, drugi način je, si malo iznedljiv, pa ne pelješ cel, ne? Potem samo držiš cel in namakaš. Tretji način pa kakšen je? Se lepo usedeš in gledaš, kako lepo dežuje. To so 3 stopnje molitve. Glavno, da je učinek, je vprašanje, ki je boljši učinek. Gotovo največji učinek ne popustim, da dežuje, da je Bog te glavo, tudi v molitvi, da njemu prepusti te glavno delo. Drugi način, kako namakamo, ne vem, ste bili danes pri vaših jedno darilo, se spomnite, kot pride dežen sneg izpod neba, da zemljo napoji in naredijo rodovitno in da obnovi sadove. Tako je z mojo besedo.
beseda je taka prijetna vlaga, ki naredi, da je ta puščava namakana in da se spreminja v oazo. Torej Božja beseda, ki jo poslušam pazljivo, ki jo premišljujem, in Božja beseda, ki jo živim, zlasti ki jo živim. Koliko se spreminja puščava tega življenja dobesedno v oazo, ko uresničim kakšno besedo, Božja beseda, ali to, ki jo preberem v nedelji, ali to, ki jo zjutraj preberem, ali mislim primašam, ali imam navado, da vsak dan odprem svetopismo, ali za branje po vrsti, ali kjer se mi odpre. In tisto naredim. Ja, v trenutku se puščava spremeni v oazo. In potem, ker smo v letu usmiljenja, bi omenil še napajanje puščave z usmiljenjem. Sveti oče dosti govori o tem, veliko krat o tem, kako naj bi drug o drugem lepo mislil in lepo govori. Vsakdo je tako dobro, vsak človek. Gotovo vsakdo več dobrega kot slabo. In zakaj bi bil pozoren na slabo? Rajši sem pozoren na dobro, ki je v njem. Ste mislim dobro. In ne pustim, da bi se puščava vgnezdila v meni. Kajti, kadar mislim slabo, drugem je že puščava tukaj noter. Potem druga stvar. Govorim lepo o drugem. Zlasti, ko ga ni zraven. To pomeni, da ne opravljam in še hujše, da ne obrekujem. Zdaj ste slišali svetega očeta, kaj pravi o tem, da smo dostikrat teroristi. No ne samo mi, navadni verniki, tudi v samostanih, tudi duhovniki, teroristi. To je nedavno govoril enim redovnikom. A ja, ob zaključku leta posvečenega življenja je redovnikom govoril o tem, da je nevarnost, da so teroristi. Ni brat ali sestre zraven in izstreliš bombo, rečeš nekaj čez nekoga. Terorizem. In potem je puščava, ne? Zato lepo mislim o drugem in lepo govorim o drugem. In če bi bil skušnjavi, da bi slabo govoril, držim rajše usta zaprta. Ne? Postni čas je tudi za to. Zdaj, s čim bom pa končal, če grem še malo v svoje življenje. Tistih 40 dni se trudi dan za dnem. Sem tudi sam naredil en sklep, ki je bolj željen, da bi 40 dni bil čim bolj poln ljubezni, od jutra do večera, karkoli počnem. In verječem, po teh prvih dneh malo uspem, malo ne, ampak imam krasno možnost, kot vsakdo, začeti znova. Ampak je res nekaj krasnega. Od jutra do večera, koliko priložnosti je. In vsak trenutek ne bo tak ali drugačen, karkoli delam, je možno, da tisti trenutek napolnim z ljubeznijo. Zelo lepe stvari, zelo izredne stvari bi vam lahko prav v vsakem dnevu od teh prvih dni letesnega postnega časa pripovedoval. Je pa še proti zadnja. Ne vem, če ste vsaj kakšen ne bil v sveti deželi. Jaz sem tudi če sem bil enkrat. Jaz smo bili tudi tam malo, kjer je puščava, v Kumranu, smo si ogledali tisto nekdanje samostane, judovski, veselo, potem pa je bilo nekaj minut prostega.
In jaz sem povedal skupini, da bi me ne iskali, da ne bom z njimi, če me pustijo, da sem šel malo ven iz tistega naselja, tistega sklopa trgovin, predvsem. In sem malo hodil, puščal, ne samo kamete, hribovit svet. In me je prišel na misel, Jezus ima, nekje tukaj blizu, je bila puščava, kjer si se ti nahajal 40 dni, morda 10-20 km stran, ampak pokrajina je približno ista. In potem sem se malo usedel, sem imel neke malice tudi v torbi, bila na klop, sem sedel, občudujem tudi na naravo, gled Jezus. Ti hribi dosti se niso spremenili v teh 2000 letih. Morda za kakšno milimeter ne jedeš izpravlja. Oblaki so bili podobni. Vreme podobno kot sedaj. Pa mislite, kaj pa najbolj pritegnila moja pozornost? Pogledaj na tlan, kaj zagleda. Mravnico. Odkot si prišla? Tukaj med samo kamne. Nič živega, nobene rastline. Sem bil tako vesel. In sem rekel, moj Jezus, vse tu ni bilo tako hudo. Vse pred 2000 leti gotovo so bile tudi mravnice tukaj v puščavi, ki so ti delale družbo. Kaj če pa reč? Jezus, da bi v tej puščavi, v kateri se nahajamo, da bi bili vsaj majhne mravnice, ampak žive, ki spreminjajo puščavo v nekaj živega, tudi v